Danes smo prišli na občino gospodu Tomažu Drolcu, našemu županu, da bi mu prinesli podpise, ki smo jih zbirali vse od sestanka v vasi Moste pri Komendi, kjer je župan zbral krajane in predstavil njegov načrt izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki. Akcija je nastala predvsem zaradi tega, ker je na tem sestanku gospod Drolc predstavil svoj plan izgradnje regijskega centra, s katerim pa vaščani bližnjih vasi ne moremo soglašati. Prvič nam je bila ta stvar zelo na hitro predstavljena, posegala je v naše bivalne navade. Rekel je, da že 2 leti pripravljajo plan za to, pa mi o tem nismo nič vedeli. Glede na to, da je sestanek bil, na sestanku nismo bili preveč navdušeni nad stvarjo, smo se organizirali, da pač preverimo zadevo in smo se organizirali, zbirali smo podpise za peticijo, kjer nasprotujemo izgradnji tega regijskega centra. Zdaj v tem času, v roku enega meseca, smo zbrali 721 podpisov krajanov vasi Moste, Suhadol in Križa. V tej akciji so se nam pridružili tudi Topole iz občine Mengeš in zelo zavzeto sodelovali. Zbrali so tudi 124 podpisov. Sem eden izmed krajanov, podpisnikov peticije od strani vaščanov vasi Topole, kajti za nas je izgradnja tega regijskega centra nesprejemljiva iz več razlogov, pa naj omenim samo 2. Prvi je ta, da se področje nahaja na vodovarstvenem območju, kjer je v skladu s trenutno veljavno zakonodajo izgradnja takih objektov prepovedana. Drugo pa je, ker je naš vaščan po nekih izračunih, ki so jih dali na osnovi podatkov, ki so jih dali predstavniki oziroma zagovorniki postavitve MBO-ja, da dnevno bo šlo v zrak okrog 30 ton emisij, ki se bojo nekje usedle na tla. In glede na to, da so Topole, tako kot Suhadolje in pa Moste, ravno tako Križ, oddaljeno nekje v radiusu 700 metrov, je zanesljivo, da se bo to odsedalo tudi na zemljo, ki je v Topolah. S tem se seveda zmanjšuje kvaliteta življenja in ne nazadnje in tudi nesporno, da živimo potem na manj vrednem območju, kar je tudi osnova za to trditev pa je županova pogodba, se pravi občine Komenda, ki jo je predložil ostalim županom in v katerem navaja, da bo zaradi razvrednotenja zemljišč potrebno plačevati občini Komenda 0,75 evra po glavi, zaradi se pravi tistih občin, ki bodo vozile smeti v to sortirnico. To se pravi, mi, ki nekje živimo 700 metrov od te jame in ki imamo še bližje tudi njivo, jaz osebno jo imam neposredno ob tej jami, moja zemlja je praktično v redu, 100 metrov levo je pa razvrednotena. In to je za mene neko podcenjevanje, cinizem, ki ga ne sprejemam osebno, in tudi način županovega komuniciranja gospoda Drolca, katerega sem mu priliko zaslediti na posnetkih seje, kako on komunicira s krajani, je za mene nesprejemljivo. Zato sem bil tudi glavni iniciator za zbiranje podpisov in smo jih uspeli zbrati v Topolah 124. Je pa nekaj, da mediji pa potvarjajo zadeve, to je dejstvo, ko je bila objava v Dnevniku, ki jo je navedla Anita Vošnak, novinarka, da smo kot v Topolah vsi za, ampak to ni res, ker mi že na prvem zboru krajanov 5. februarja smo bili proti, vendar nas je naš župan, gospod Jerič, takrat nekako v miru stavil, da se bomo to pogovarjali na zboru krajanov v naslednjem ponedeljku, se pravi 7 dni kasneje. No, ampak takrat je bilo pa potem tako, da se pač občina Mengeš tudi nekako strinja s tem, da bi pa to postavili
kjer bojo dobili določene olajšave, kar pa seveda ni sprejemljivo kakršne kola, ker ta na odprtem polju in na tistem, kar sem že prej, zaradi tistih razlogov tam ne more stati. Tako da jaz upam, da bomo že s temi podpisi dali misliti županu, smo pa se v Topolah tudi na druge inštance obrnili, tako na Ministrstvo za okolje in prostor, neposredno na ministra, kjer nam še ni odgovoril, in pa ne nazadnje tudi na varuha človekovih pravic in pa na Zelene Slovenije, ki pa žal niso odreagirali, ker za njih je bolj pomembna politika pa kakšna druga stvar, kot pa življenje krajanov, ki bi živeli na prizadetem območju. Jaz sem se odločila, da se pač vključim v odbor čist iz strokovnega stališča in pa tudi zato, ker sem krajan in pa hkrati kmet na tem področju. Na tem odboru dejansko, ki je bil, bom rekla, da zelo slabo voden, nismo dobili nobenega, to se pravi, odgovora na vprašanje, sem postavila določene zahteve, na katere še nisem dobila danes nobenega odgovora. Pregledala sem tudi vse javne dokumente in jaz bom rekla tako, Drnovsko polje je bilo Drnovsko polje, mi kot odbor ne nasprotujemo neizgradnji MBO-ja, tudi raznim drugim oblikam ekološkega ravnanja z odpadki, ampak dejansko nasprotujemo lokaciji, zato ker gre dejansko, lahko pride do dodatnega vnosa nevarnih snovi v tla, gre na tem območju dejansko za pridelavo hrane za živali in tako za ljudi, hkrati pa ta tehnologija močno posega tudi samo varovanje zdravja ljudi in pa samega bivalnega okolja, predvsem zaradi vnosa nevarnih snovi v tla. Jaz bom zaključila takole in naj me stroka posluša in želim, da tudi upošteva vse strokovne podlage, ki so javno objavljene na internetu, razne študije, ki so jih tudi delali ljudje, ki strokovno sodelujejo v teh zadevah, da vsak vnos nevarnih snovi oziroma vsak poseg v ekosistem, ki, to se pravi, lahko povzroči določene posledice in nevarno vpliva na to okolje, dejansko pomeni hudo spremembo ekosistema in del tega ekosistema je tudi človek. Tudi jaz sem se pridružil temu odboru za ohranitev kvalitetnega bivanjskega okolja, ker smo mnenja, da pač to je nek grob poseg v prostor. Na tem zboru smo slišali nekaj sicer stvari za ta MBO zgradi, nismo pa slišali podrobnosti, tehničnih podrobnosti in tako naprej. Kljub temu mi mislimo, da pač ta objekt ne sodi v ta prostor in zato smo tudi podpisali peticijo, ker mislimo, da vse napredek je, v občini se veliko gradi in mogoče je rešitev teh predelave odpadkov bi bila bolj primerna na kakšnem drugem prostoru oziroma v kakšni drugi obliki. Mislim, da bi treba bo neko rešitev najdeti, samo mislim, da ta predlagana rešitev je nesprejemljiva. Zadevo, ki se je podstopil župan, rešuje dva različna problema, tako da bi rekli, govori o jabolku, misli pa na hruške. Največ, posel z odpadki je ena zadeva, reševanje ekologije ali pa problemov z odpadki je pa povsem nekaj drugega. In že v tej številki bo najbrž objavljena članek gospoda Župančiča, v katerem predlaga oziroma podaja rešitev, kako bi se pravzaprav moralo začeti reševati probleme odpadkov, in sicer je ta zadeva sloni na selektivnemu ločevanju odpadkov na izvoru. No in glede tega so recimo zahodne države že tako daleč, da je pri njih ta odstotek recikliranja, to se pravi povratka materijala nazaj v predelavo skoraj dosega 80%. Medtem ko pri nas to ne dosega več kot 10%, ponekod še celo manj. V tem je pravzaprav ta problem. Seveda pa najmanj pa spada ta MBO na
sredi polja, sredi Drnovga. Proti temu seveda se bomo mi pač upirali do konca. Gobalinov sem tudi čez to naredil in tudi so večinoma se podarjen. To jih večinoma jih podarim za kakšne poročne darila, za obletnice, za take stvari. Velikih je pa hčerka jih ima, pa nam je doma za vsak mesec je posebej, a pa še nekaj dahač, da še kakšen v rezervo ostane. Jaz pravim prva osebna v življenju, ki jo dobiš. Čeprav, kar še misli, da ni to obene vrednosti, ampak je kar dosti, že material košta, okvir, del je kuj 100, 200, 300 ur, kakršne veličine so. Pa je košar za tele, mislim, partičke za košare, za velikonočna žene kneseš, sem jih tu že čez to naredil, tako da imam kar take cifre velike. Delam od 8 do 10 ur na dan, skoraj vsak dan, razen če grem kjerkrat vmes, malo izšportam se, še malo bavim streljati, pa večinoma delamo. To je moj hobi, da druge stvari sem šel, da opustil vse. Tehnik je pa pri meni več vrst, Pri gobalinah imam čisto posebno tehniko, jo čisto drugače delam kot drug, Jaz, če imam narisane te rojalove, kjer bo videl, je to drugačna. Oni devajo en obod čez en križac. Jaz naredim namesto enega, 2 oboda, kar je pa kritičnih točk, naprimer oči, pa kaj takega, da bolj pride do izpada, pa da se boljš vidi, pa tudi 4 obode naredim namesto enega. Pri teh so križce večinoma, to že vse ženske poznajo, kaj se jih pa tudi da naučiti. Sem že imel razne tečaje, da sem jih naučil. Večinoma sem me vabili zaradi vizitk,
ker vizitke je pa malo težje delati. To je pa tudi vilarjev obod, ima vsak milimeter svoj obod in za vsak milimeter je svoj oznaka. Obenem je pa pri vizitkah najtežje obrobljati. In to moraš imeti tudi dober material, da res pride do izpada. Da obroba pokaže svojo osebnost, kako bi rekel, da pride slika do izraza. Da boš mogel se pa majhen odmakniti, da bom jaz od spod ta prva naredil. Takole, to je podšivane. Takole začnemo od spodaj ponavadi, nadalej narobe. Ideš trema, šivanka noče obohati. Takole, ne, pod 3. Zaključek mora biti pa sploh pod 3 šive, zaradi pranja, da ne gre narazen. Začetek je lahko 1 pa 2 šiva, ker naslednji kuj pride gor in ga kuj veže, ga nam more podreti. Pa se pa tlaje so načrte in se štejejo. Da je recimo, to je pa ta rož, ta tretja barva in to je ta svetla barva in to bom daj to devo. To je daj ta prvo tla narediš, tega enega, pa je kuj eden zraven, levo, ista višina. Pa gre pa nižji, eden še nižji. Pa spet še eden nižji. Pa levo. To se mora skoštiti pa gor gledati na načrt, ker če narobe narediš, podirati težko. In delcajt podiraš, kakor pa normalno delaš, je bolj počas pa bolj natančno delati, kakor pa da podiraš. Pa šivanko je treba skozi obračati, da je nitka taka, da pride ravna nitka, da ni zavita, da ni, kakor pa rekel, vrv. Ja, razstavil sem mu dej 7, Večinoma sem jih mu, nekaj sem jih mu v Cerkljah, v Kranju, v Ljubljani sem mu, v Dole pri Leti sem jo mu tudi, pa v Snovika sem mu sam en dan kot delavnico, da smo tam imeli. Prodajajo pa nered, razen če me njih res kakšna gana, ker to je taka cena, da ne moreš. Ne vem, ko vsak moj kuj prezdravo. Podmladek imam vnuka, 2, eden je 11 let star, eden je 6 let star in ta jih ima 5 do 6 načetih, ampak obenga dokončanga. Začel je pa pri 3 letih. Delati gobeline, ta stari, ki je 11 let star, ima pa nekaj enega, 2 ima narejene, nekaj ima pa tudi načetih. Prvi tečaj, ki sem vodil v Dole pri Leti, v Faroš, v župnišču, če tako rečem. In sem mu 14 žensk, a sem jih mu 28, da ne vem, pardon, se ne morem spomniti, koliko jih je bo. Pride župnik noter, je rekel, punce, vas ni sram, ko se mora možak učiti. Ampak sem jih učil vizitke delati. Kako vem to.